Lep pozdrav, jaz sem Blaž in danes bom govoril o tem, kar sem že začel v prejšnjih vložnikih, in sicer namreč opazil sem, kako v Sloveniji imamo veliko političnih strank in gibanj in posameznikov, ki v bistvu že stremijo k istim ciljem. Recimo, da se prepreči korupcija v državi, da se vsem zagotovi ustrezne plače, dostojno življenje in tako naprej. Ampak kljub temu, da je toliko ljudi z zelo podobnimi cilji, imamo zelo veliko različnih strank in gibanj. In zakaj se ti ljudje enostavno ne morejo združiti v dejansko eno politično združenje, ki bi delovalo skladno s principom, ki je najboljši za vse. Zakaj je to nemogoče? Zakaj se to ne zgodi? Enostavno zato, ker imamo ljudje še vedno neka lažna, iluzorna prepričanja, v bistvu sebična prepričanja, ki jih čustveno varujemo. Smo v njih prepričani, kljub temu, da ne držijo, in jih potem varujemo in potem pač zato v bistvu žrtvujemo sodelovanje z drugimi ljudmi, zato da bi mi ohranili svoj ego. To je ta glavna zadeva. Ker recimo, ne vem, si rečemo, ja, imajo nagibanja, imajo zelo podobne cilje, ampak tale vodja mi ni najbolj všeč, zadnjič mi je nekaj rekel, pa sem se počutil potem užaljeno, in zato zdaj jaz ne mislim več z njim tako sodelovati, ker mi je izpod časti, da bi se z njim družil, recimo. Ali pa ne vem, to me je zmotilo zadnjič in zato nočem z njimi sodelovati. Ali pa recimo, ja, naša stranka ali pa naše gibanje dobi že toliko pa toliko denarja in zdaj, če bi se združili z drugo stranko ali gibanjem, tega denarja ne bi več toliko bilo oziroma bi ga mogli deliti z njimi. To pa ni v redu, s tem se pa ne strinjamo, zato ker hočemo mi ta denar za sebe. To je vse ego, to je enostavno povedano sebičnost. In to je v politiki je to nesprejemljivo. Ljudje se v politiki, tisti ljudje, ki so dejansko primerni ali pa smo primerni za v politiko, se ne moremo obnašati sebično in se ne moremo obnašati glede na svoja čustva. Ne smemo se podrejati čustvom, ampak praktičnemu zdravemu razumu, principu, ki je najboljši za vse. In to moramo mi uvesti v politiko. In zato bomo v našem združenju posebej pazljivi na to, da uvedemo neposredno demokracijo že znotraj stranke, v svetu stranke oziroma združenja, tako, da se najprej vse predloge, ki jih kdorkoli lahko poda, preveri, če so najprej v praksi skladni s principom, ki je najboljši za vse. Kaj je ta princip? Princip je ne ignoriraj in ne obravnavaj drugih tako, kot ne bi želel biti obravnavan ali ignoriran sam na njihovem mestu. In potem se ob vsakem predlogu pogleda praktične posledice, ki jih ta predlog ima, oziroma ki bodo nastale, če se ta predlog uvede, in potem se izmed vseh predlogov, ki so podani, ki so na voljo, izbere tistega, ki bo imel posledice, ki so najboljše za vse ali pa za čim več ljudi. Skratka, že to, da je za čim več, da se nekaterih ljudi ne upošteva, to je že neprimeren predlog. Dejansko posledice morajo biti takšne, da so najboljše za vse, da se posledice vsem zagotavljajo dostojno življenje, in da podpirajo vse pri njihovem doseganju svojega polnega življenjskega potenciala. Torej, na tak način moramo mi začeti v politiki delovati in zato bo v našem združenju to zelo pomembna točka, ki jo bo treba upoštevati in v praksi izvajati. In tudi pač pozivam druge in vse razne stranke in gibanja, da se začnemo zavedati tega,
da se ne moremo ravnati sebično po svojih iluzornih prepričanjih, ampak pa tudi ne čustveno, kar je še vedno sebično, ampak da se moramo začeti usklajevati s principom, ki je najboljši za vse, kot vedno ponavljam. Torej, to je ta glavni problem, ki ga imamo ljudje nasploh in se seveda izraža tudi v politiki. Da smo sebični, da smo egoistični, da ne upoštevamo praktične realnosti, ampak samo to, kaj si mi želimo in samo to, kaj mi mislimo, da nekje obstaja. Spravi, kako se to rešuje? Pravi, danes recimo v parlamentu ali pa v nekih gibanjih in strankah se podaja neke predloge in potem se zavaja, ker smo ljudje sebični. In potem neka skupina da svoj predlog in hoče, da obstoji, ker je ta predlog najboljši za njih oziroma malo boljši za njih, kot za vse ostale. In potem ta skupina manipulira druge, da bi ta njihov predlog podprli, kar pomeni, da se laže, da zavaja, da ne navaja pravilnih in točnih podatkov, da poskuša čustvene reakcije vzbujati v drugih na tak način, da bi jih podprli, in to vse strani potem počnejo. Ampak to je neprimerno in nesprejemljivo, ker je to sebično. Zato se mora vsak predlog enostavno praktično preučiti. Najprej se pogleda, na katerih dejstvih je osnovan predlog, so ta dejstva pravilna, so resnična. Če so, odlično, se jih upošteva in potem se pogleda še predloge za nadaljne korake oziroma za rešitev problema in se enostavno pride do nabora nekih praktičnih rešitev, za katere so posledice predvidene in znane, bolj ali manj, če ne se jih pa preuči, kakšne bodo, in potem se izbere tisto rešitev, ki je najboljša za vse, ne samo za neko skupino ljudi ali pa posameznika, ampak za vse ljudi, in tudi vse živali in rastline. In če je pa recimo res pride do tega, da je več predlogov dobrih, za katere ki so vsi bolj ali manj dobri za vse in se ne ve zdaj točno, kateri bi bil najboljši, potem se pa lahko glasuje, in se enostavno izvede glasovanje in se izbere tistega, za katerega glasuje največ ljudi. Ampak že v osnovi se pa ne more odločati tako, v demokraciji ne sme se, da se lahko glasuje za nek predlog, ki je nekomu v škodo, komorkoli v škodo, ki nekoga zatira. Mora se vedno obravnavati celoto, celo družbo, cel problem. Tako. To je za danes vse. Hvala za poslušanje in se vidimo drugič. Lep pozdrav.